Pozdravljeni v drugi oddaji Ozaveščeni TV. Tokrat je prvi pomladni dan, poseben čas v naravi, poseben čas za Slovenijo in veseli smo, da lahko tokrat v studiu pozdravimo zelo posebno gospo, žensko, Slovenko, Tatjano Eberl. Pozdravljena, hvala za povabilo. Hvala, da ste se odzvala, da si se odzvala. Kako naj človek predstavi tako zanimivo žensko? Tatjana je bila uspešna, in je bila uspešna poslovna ženska, a vendar ne v tisti ravni premici, kot si jo predstavljamo. In to je tudi razlog, zakaj smo jo povabili na Ozaveščeni TV. Ker kakor bo sama razkrila vsem nam, je vmes postala ozaveščena. Ta pot ni bila vedno lahka, ampak ima tiste posebne darove, za katere si želimo, da bi jih vse več ljudi negovalo in doživelo. Kako pa bi ti opisala sama sebe? V bistvu, moja pot je bila zelo zanimiva, je še. Zdaj se prepuščam, nekako se mi zdi, da sem poslušala vedno sebe in se še poslušam. In spremembe so pač moja stalnica. In nisem človek, ki bi ponavljala zadeve. Tudi, ko sem, mogoče povem, imela certificirane presne torte, so mi povedali, da moram imeti 5 okusov, pa sem raje bi obrnila, ker jaz pač ne moram imeti 5 okusov. Jaz delam po navdihu. Moje torte so žive, moje torte imajo energijo dneva, mojo esenco in to se pač ne more ponavljati. Tako da jaz živim drugače, jaz se res pač prepuščam toku. Sicer pa tako, mogoče, da diplomirala sem z umetnostne zgodovine, vendar nisem delala tudi urene. Otroke sem imela takrat v študiju, ker se mi je zdelo, da si jih pač zelo želim in da rabim presekati. Potem sem se podala pa nekje v vode prodaje kozmetike. Ko sem bila tam, sem ugotovila, da rabim veliko več vedeti, zato sem obiskala v bistvu številne delavnice za make-up artiste, tako v Nemčiji kot tudi v Parizu, in na neki prelomni točki sem začela delati za medije, v bistvu v sklopu neke ekipe, in sem z njimi delala 7 let. Tako da mislim, da sem na tem področju doživela vse, kar je možno doživeti, s tem, da pač sem bila mama, otroci so bili majhni, so odraščali, svoje podjetje, dela je bilo pač zelo, zelo veliko. Potem nekako sem stopila na duhovno pot in takrat so se začele pa stvari tudi spremenjati, recimo. In sem pustila tole ličenje, ličila sem potem še nekaj časa sama. Potem se je pa tudi pokazalo, mogoče razmišljam prav v letošnjem letu preteklem, da se je meni na osebni ravni to pokazalo, kar se zdaj kaže na kolektivnem, recimo, da smo začeli delati za neke verige kozmetične in eno in drugo in da smo počasi postajali sužnji. In ker pač to ni v mojem genskem zapisu, jaz nisem suženj, sem ugotovila, da bom svojo firmo prodala, 2 leti sem rabila. Takrat sem vmes ustanovila že novo, šla na področje naravne kozmetike. Res pa je, da sem pač orala ledine, bom rekla, in ko sem prodala res to podjetje, sem se potem res zelo v alternativne vode usmerila, od naravne kozmetike, veganska presna prehrana, masaže s kristali, Bachova cvetna terapija. Vsa ta pot me je oblikovala, da sem postajala v bistvu aktualna. Nekako s časom prebujala sem se, tako kot se pač nekako kolektivno zdaj prebujajo. In zadnjih 10 let je bilo kar zelo, zelo v bistvu zahtevnih, napornih, težkih. Mogoče še leto 2014 je bilo zame prelomno, ker vedno sem zelo veliko delala, imela polno paralelnih projektov, kreativna, ampak takrat je bilo treba se ustaviti. Jaz sem takrat vse zaprla, vse razprodala,
In ja, nekako sem mogla biti v tišini in nič početi, sicer z občutkom, da sem vse narobe naredila do takrat v življenju, ampak ni res. Takrat sem se prvič ustavila in res začela se poslušati. Potem sem šla nekje v Zadru, sem delala pol leta, sem rabila morje in sonce, da sem se tudi tako očistila. In ko sem prišla nazaj, so se stvari tako postavile, da sem se preselila v Kostanjevico na Krki, kjer še danes živim med drevesi, daleč stran od ljudi. Na začetku seveda je bilo tudi težko, ker pač so to popolnoma nove okoliščine, ampak sem naredila pa vse to, do česar še takrat nisem prišla, do takrat sem zdaj v teh letih nekako uspela ozavestiti pri sebi, spustiti še tisto, kar je bilo, tako da se mi zdi, da sem pripravljena za ta čas, da nekako pomagam, podelim z drugimi, ki na to pot šele stopajo. Hvala, Tatjana. Zakaj smo izbrali Tatjano za gostjo? Eden od razlogov je tudi to, tudi osebno sama, ki sem se strokovno ukvarjala z tem, zakaj ženske v Sloveniji se zanimajo za komplementarno in alternativno zdravljenje, sem prav v času te karantene, razglašene epidemije, kakorkoli to poimenujemo, zares prvič opazila, koliko je poplave najrazličnejše duhovnosti, kar je vsaj mene res močno negativno zmotilo, je, da se obljubljajo čudeži, hitre rešitve in v bistvu ti pa si nasprotno živi dokaz, utelešenje tega, da gre za razvoj, da gre za pot, da gre za trdno delo in da je potrebno tako znanje kot odrekanje vzdržati. Lahko podeliš kakšen takšen delček, ker se mi zdi, da neko glamoriziranje duhovnosti ni dobro. Rezultati so seveda tisto, k čemer vsi stremimo, ampak se potem ljudje ustrašijo, če ni čudeža takoj. V bistvu takole je. Včasih je fino, pa tudi na začetku, da imaš več suporta, da hodiš na delavnice, na meditacije, da srečaš ljudi, ki so ti podobni, da te energetsko dvigne, da dobiš neke smernice. Ampak brez tega, da delaš na sebi in to res pošteno delaš, da si pripravljen na spremembe in nekako tudi spuščati. V bistvu, kaj bom rekla, da je važno, da spuščamo zunanji blišč, ki je lažen, materialne dobrine, na katere nas mamijo, da je to bistvo, spuščamo in prihajamo v svojo notranjost k sebi in odkrivamo vrednote v bistvu, ki jih nosimo v sebi. Si postavljamo prioritetno lestvico, menjamo. Jaz sem rekla, da sem v teh letih izgubila vse to, česar zares nisem nikoli v življenju potrebovala in dobila točno to, kar sem vedno iskala. In mogoče, da je mir v srcu in sebe slišati in čutiti svoje vodstvo, tisto največ, za kar se sploh splača živeti. Ni stvari, ki bi jo za to zamenjala, recimo. Zdaj pa ne glede na to, ne rabiš, če sediš, če slišiš sebe, če si v miru, če si v svobodi, posebej še zdaj v tem času, je svoboda tako najbolj zaželjena, recimo stanje, ki ga res pogrešamo in ki ni samo po sebi umevno. In ne rabiš zaradi tega imeti dragih čevljev, biti v pregrešno dragem stanovanju, ker največ svobode občutiš, ko sediš v naravi med drevesi, recimo. Tako da res zunanji blišč je umetno ustvarjen prav zaradi tega, da nas je odpeljal stran od sebe. In bom rekla, da tudi duhovnost ni mahanje z čarobno palčko in ne vem, vse te zadeve so pomagala, ja. Načeloma je pa res ozaveščanje, spuščanje vzorcev, se soočanje z lastnimi strahovi, z lastnimi težavami in pa si tudi priznati v bistvu, da če nekaj ne gre, spustiš, greš naprej in ne moreš se držati in ostati na mestu celo življenje. Se nismo za to ustvarjeni. Ne? Hvala, Tatjana. Mogoče bi še malo poglobili to temo, ker se mi zdi res pomembna. Predvsem
nekateri skušajo promovirati duhovnost oziroma jo prikazati na ta način, da potem pa postaneš uspešen v smislu ravno zunanje manifestacije. Ravno ena prijateljica me je upozorila na tega znanega indijskega guruja, Sadguruja, mislim, da tudi na YouTubu, ko ga je ena mlada Indika intervjuirala in ga je vprašala, ja pa poznate vi to teorijo privlačnosti, ne, ker se je videl, da ne, velik avto, hiša in je on tako pogledal, pa je rekel, ja, to ni ravno to, za kar se prizadeva in se mi zdi, da s temi mega predavanji nekimi in da se je spet te duhovne principe zvedlo zgolj na to, kakšen ti avto dobiš, kako se kažeš na Instagramu, ampak verjetno pa gre točno za tiste trenutke, ko si sam sabo. Pa tudi v bistvu manifestacije, bom rekla, ko se ti odločaš za sebe, stvarstvo zate poskrbi, da imaš vse, kar potrebuješ. Ampak tukaj ni kopičenja, ti ne rabiš kopičiti, zaradi tega, ker od tega nisi najboljši človek, v bistvu, če želiš pomagati, tudi takrat pridejo prilike, da podeliš z drugimi, ampak ta v bistvu res srčen način je drugačen, bom rekla, da se povezujemo, neke vrste blagovna menjava, jaz ti dam to, kar lahko, ti daš meni in dejansko ne umreš od lakote, nimaš, glede na to, da bom rekla, da nekako vladajoči sistem ima blazne, skoraj ne moreš prešteti kakšne blazne količine denarja, ampak ti tega ne rabiš. Jaz sem sama izkusila, da so bili tedni, ko sem imela par kovancev v denarnici, ampak jaz sem še vedno tle, jaz nisem bila lačna, me niso odklopili ne elektrike, ne ničesar, ker vse, kar sem potrebovala, sem dobila. Res pa je, da rabiš narediti ta preklop pri sebi in ugotoviš, koliko malo dejansko rabimo in da to, kar rabiš, dobiš. Res pa je, da moraš pri sebi pa tudi nekako ozavestiti te vzorce. Bom rekla, da je pri meni kar trajalo kakšne 2-3 leta. Ravno to nekako občutek nekega pomanjkanja ali pa da ni zadost ali pa da si skozi na robu, ampak to je tudi povezano z lastno vrednostjo, kako sebe, svoje produkte prodaš, če ti za nekoga delaš, pa si njegov predstavnik, je to veliko lažje, kot če moraš sebe ovrednotiti, svoj produkt, samopodoba in tukaj se odprejo pač vsi vzorci od otroštva in tako naprej. In ko to predelaš, se stvari postavijo, recimo, no, tako. Tukaj se odpre še eno zelo, bom rekla, praktično vprašanje. Hvala za izpostavitev tega. Tudi jaz sem to doživela sicer v tujini, no, pač, ko nimaš za avtobusa, ne, in res imaš odmerjene obroke in nekako si ne moreš privoščiti tega, niti ne vem, nobenega gledališča, nobene kavice zunaj, kaj tazga. No, pa se ne, da bi bila to tragedija, ampak dejansko pa se ljudem dogajajo tragedije, odklapljajo jim elektriko, izgubljajo stvari, ampak verjetno gre tudi za to, da nas nihče ne poučuje o teh osnovnih stvarih, čemu dati prioriteto, ker verjetno tudi, če napačno presodimo, v kakšno hrano vlagamo denar, v kakšne kredite, verjetno je tudi to del tistega, kar človeka pripelje ob steno. V bistvu jaz sem takrat, ko sem vse zapirala, mi je bilo jasno, da moram poravnati vse kredite, vse vrniti in da nekako se skoraj odklopiš od sistema, če ti želiš bivati na ta nov način, v bistvu, z zaupanjem, z čutenjem, z vedenjem, da je zate poskrbljeno in da s tem, ko delaš dobro, da ti pridejo stvari tudi nazaj. Ampak se pravi, moraš biti nekako izklopljen od sistema, ti ne moreš biti vezan s krediti, ne vem čem še vse skupaj, ker takrat si pač primoran. Takrat jaz rečem, da si prodal dušo in marsikatero v bistvu zadevo spremeš, ki je sicer ne bi sprejel, recimo. Ne? In to se ravno danes pozna, tudi v tem času. Sistem je že vedel, kako zadolževati ljudi, kaj jim ponujati, korenček in palica, recimo. In če si ti od tega neodvisen, imaš veliko več možnosti soodločanja o sebi, kot pa, če si zelo vezan, recimo, na sistem in na to, kar ti ponujajo. Na neke vrste ugodnosti, ki pa to niso. To so v bistvu zanke. Zelo zanimivo in se seveda absolutno strinjam s tem.
ampak skušam poiskati tudi vzroke, zakaj je do tega prišlo. Verjetno gre že v sami izobrazbi, je verjetno ključ. Ker ti, da počneš to, kar počneš in da si dejansko lahko s tem zaslužiš kruh in da res lahko dajaš, bom rekla, esenco svojega znanja in dolgoletnih preučevanj, to je vendarle neka izkušnja, neka, bom rekla, nadgradnja, do katere človek tudi ne more priti, recimo, ko je star 22 let, naprimer. Ampak vendarle gre za ta proces, kako nas družba že na začetku kot mladega človeka v kaj te usmeri. Ne? Verjetno to ni samo umevno, saj tisti, ki smo prešli to pot, smo zaupali sistemu, smo se dolgoletno izobraževali, delali vse po pravilih, ampak smo prišli do neke stene, ko naš iskren vložek, iskrena predanost dejansko ni vračala tega, ker nismo bili pripravljeni sprejeti določenih kompromisov na račun svoje notranje etike, notranje duše in smo bili potem, priznajmo, odrinjeni. Ja. Ampak ravno s tem, ko ti delaš na sebi, ko se spoznavaš, veš, kje so tvoje vrednosti, kaj si ti sposoben narediti. In bom rekla, da imam en dogodek iz gimnazije. Sem bila v bistvu vedno tako zelo pridna učenka, same petice in tako naprej, ampak v drugem letniku gimnazije smo pa vsi malo zažurali, tudi jaz. In sem imela edina opomin pri kemiji, vsi ostali pri zgodovini. In seveda jaz res za naravoslovje, tehnologija to ni zame. Tako da, in sem se potem učila, sem rekla, da se bom že javila, dobim naslednjo petico in dobim še en šov zraven. To je bilo tako opomin celemu razredu, da ne bo šlo tako lahko. In potem so seveda doma tudi rekli, zdaj pa konci shodov, dobesedno zaprli so me doma v hišo, da sem se učila... Po Štajersko Hausarest, ja, tako da sem sam skozi okno gledala in dihala svež zrak. In jaz sem bila takrat tako besna, besna, ker so me res potisnili ob steno, sem rekla, boste vi že videli, s kom se vi zafrkavate. In sem potegnila res tisto svojo primarno moč, ki sem jo potem v življenju še veliko krat iskala in je nisem našla, zdaj jo imam, ampak vmes pa ne, da ne sem, da sem popravila v bistvu, ne vem, koliko petic sem dobila na tiste šuse, da sem imela potem spet v redu oceno, ampak jaz sem šla še na tekmovanje Gibanje znanost mladini, iz nemškega jezika v jugoslovanskem merilu in sem bila 3. in sem dobila 3 tedne Berlina na Humboldt univerzi in to je bilo tisto, kar sem rekla, boste vi že vedeli, s kom se zafrkavate v bistvu. In vsi imamo to moč, ampak imamo pa zelo različne momente, kdaj odreagiramo recimo. In meni je takrat bilo očitno kar zelo hudo, da sem aktivirala to svojo moč in veliko krat sem se potem še spomnila v bistvu, daj potegni tisto moč, ka veš, da jo imaš. In če se tega zavedamo, vemo, da smo sposobni v bistvu zase poskrbeti in zmanifestirati in narediti točno to, kar si želimo. Samo zavedati se moramo, da ni meja, da smo nekje med nebom in zemljo, točno to manifestiramo in točno to smo, kar si želimo. Še nekaj, precej slabe želje imamo, glede na to, kje smo se znašli, za plastičnimi maskami, prestrašeni otroci, prestrašeni ljudje. Ampak vendarle, vrniva se nazaj na zlato nit najinega pogovora. Ta ognjevita mladostna Štajerka, ki je še vedno tukaj pred nami, vendar si bila v svetu mode, blišča, elegance. Za žensko vidimo, kaj se z njo dogaja v sodobnem svetu. Botoks, liftingi, umetne prsi, filtri. Kako bi ti opisala, kaj se dogaja s to podobo ženske? Ker jaz mislim, da točno to, ti ženska šele skozi leta pride do določenih izkušenj, do tistega, ko lahko zares začne dajati. Prej mora točno to izobraževati se, postavljati sebe, skrbeti za družino in šele potem je v bistvu na nek način prosta, da lahko res razdaja svoje darove. Ampak takrat pa ji družba reče, gube imate gospa, ali pa
pejte na botoks ali pa niste več in. Zakaj prihaja do te, po tvojem mnenju, do takega vrednotenja ženske? Kljub vsemu domnevnemu feminizmu, ki je bil nekoč kot del delavskih pravic, zdaj se pa zdi, da je ostal neka glazura brez globine. Bom povedala kar resnico, kot je. V bistvu ženske smo zelo močne, rojevamo življenje, kreiramo in nas je treba utišati, bilo vso zgodovino in potem se nekako ustvarijo zunanji klišeji, ki ženski vzamejo vse, kar je v bistvu res v tej njeni pravi naravi. Se pravi, ne smeš jesti, ne smeš se naravno razvijati. Po porodu, takoj en mesec po porodu moraš imeti že staro postavo naprej in dejansko smo se vsi ujeli na tele zunanje, bom rekla, kaj ne rečem, na vse to, kar so pač nekako rekli, kaj je potrebno, da si sploh lahko del družbe. In ko sebe začneš iskati v zunanjem svetu, v tem, kar drugi določajo in kako te drugi gledajo, si izgubljen, recimo, ne? Če se na tej poti ne najdeš. Bom rekla, glede na mojih 1,55 m, pač ne morem biti dolgonoga, vitka ženska, ker je pač moja konstitucija drugačna in zato sem v vseh 7 letih, ko sem delala kot make-up artist, se mi je zdelo, če sem bila še tako prestradana in imela še tako malo kilogramov, ko sem se v ogledalo pogledala sebe in manekenko zraven, nisem bila nikoli suha. In če bi se jaz iskala v tem in bila nesrečna, bi se verjetno izstradala do kosti, pa še to vedno ne bi bilo to. Se pravi, vse napeljevanja se iskati zunaj v zunanjem svetu so zelo, zelo napačna. Tako da nekako ko stopiš na duhovno pot, začneš odkrivati dejansko sebe, svoje prave vrednote, srečuješ ženske, ki so v bistvu, se smo bili vse v isti zgodbi, v istem filmu in šele ko ti najdeš sebe, ko veš, kaj je v življenju zares pomembno, si postaviš tudi nekako, bom rekla, prave vrednote. In ko se postavimo v steber svoje moči, svoje luči, takrat začnemo žareti in takrat so naše gube simpatične, ker nam tudi povejo, da smo nekaj že v življenju dale čez, da smo izkusili marsikatero stvar. In dejansko bom rekla, da naš največji okrasek je magnetičnost, ki jo žarimo od notri navzven in ga ni make-upa, oblačila, dizajnerske torbice, ki bi lahko bila lepša od našega notranjega žara. In to je moje vodilo in upam, da vsak dan večjih žensk in to je to. Upam, da boste tako ženske kot moški dejansko prisluhnili temu, ker zdi se to površna, plitka tema, ampak v bistvu se res zajeda globoko v jedro te družbe. In ljudje izgubljamo lahko ogromno energije zaradi tega, da bi ustrezali navzven. To seveda ne pomeni, da smo zanemarjeni, umazani, da se ne cenimo. To pomeni, da izgubljamo energijo za to, da bi ustrezali v določene kalupe. To podobno kot bi želeli, da so vsa drevesa bambus, imamo pa še tisoče dreves, tisoče oblik in pomembno je, kako se počutimo, ne samo kako izgledamo. Jaz se spomnim, v mladosti sem se dostikrat sprašvala, ker si bral v teh ženskih revijah za kakšno najlepšo igralko, da potem se ne vem, kaj je zgodilo in da je bila v depresiji hospitalizirana, mi smo pa mislili, da če si to lep, da to je odrešitev stvarstva. In takrat je mene recimo najprej šokiralo, ker nisem mogla verjeti, da lahko taka lepotica svetovnega formata recimo pristane na rehabilitaciji. To je bilo za mene recimo nepojemljivo. Ne? To je samo v bistvu dokaz, da nas zunanje materialne zadeve ne morejo definirati. Definirajo nas druge stvari, to, kar nosimo v sebi recimo. Mogoče še povem eno zadevo, da sem nekje okrog 2013, ko sem začela delati presno hrano,
sem jo ponujala ob sobotah tudi na biotržnici ljubljanski in tam sem marsikaj videla, kljub temu, da sem bila že navajena, da v bistvu so ženske, poznala sem obleke, vedela sem, da je oblečena sigurno za 2000 evrov, vse je bilo tako krasno, ampak njen pogled je bil prazen. Prav čutilo se je prestradane, lačne, non-stop odrekanje, non-stop biti na dietah, zato da boš temu v bistvu ustrezal in vem, da se je ustavila pred mojo stojnico in mislim, da je bila tam ena rezinca, presna ali tortica, je vprašala, koliko to stane. 4,5 evra v primerjavi z njeno garderobo, pa je gospa počepnila in je vreščala, da kakšni denari so to. Mi si potem tudi, vse se nam podreje, nimamo pravih vrednot, nimamo pravega gledanja, ni bil problem dati za obleke 2500 evrov, samo to, kar je imela gor, ampak 4,5 evra pa za zdravo sledico je bilo pa katastrofa, recimo. No, to hočem povedati, da skrenemo iz smeri prave. Tatjana, najlepša hvala, da si to omenila, ker to se mi zdi pa res zelo, zelo pomembna tema. Tudi tu bi rekla, da sta se marsikatera Slovenec in Slovenka znašla v primežu. Ogromno denarja za avto, ogromno denarja za hišo, točno to opažam tudi sama. Res je, da ekološke trgovine nekatere, ne vse, pretirano zaračunavajo maržo, ampak se da priti v Sloveniji še do kakovostne hrane. Točno to. V kaj ti investiraš? V bistvu, jaz sem se začela s hrano ukvarjati presno takrat, ko sem tudi sama šla na presno hrano, ampak ker je bil to prehod od danes na jutri, pač mojemu telesu ni bilo v redu, seveda, ker so se pretirano začele čistiti neke stare stvari, ampak jaz sem šla potem na študij v Nemčijo in ko sem odkrila kaj, kako, pa bom rekla, da sem se pozdravila, jaz takrat nisem bila več bolna, ne prehlajena, jaz res dobro se počutim, dobro živim. In sem se zdaj tudi naučila, posebej, ko živim tle v naravi, da zelo sobivam z naravo, da se prehranjujem s tem, kar je sezonskega, da nabavljam v okolju, da pač si ne kupujem nekega paradižnika, recimo sred zime, ne kupujem jagod sred zime in tako naprej. In zame je pač zdaj, posebej še z letošnjim letom, prav za Silvestra sem dobila blazno močno sporočilo, da je potrebno jesti zelo, zelo veliko zelenja, ki zraste v naravi, zaradi tega, ker ima zelenje poleg informacij univerzuma še blazno veliko svetlobe. In ko mi to použijemo, vnašamo svetlobo v naše telo in to je v bistvu, bom rekla, številka 1, ki nam zagotavlja dobro počutje, zdravje. Takrat tudi naše celice žarijo in količina svetlobe v nas določa tudi, kakšen je naš pogled na svet, v bistvu na dogajanje, na soljudi, koliko smo sočutni, kako gledamo na živali in tako naprej. Še praktičen nasvet za vse gledalce in gledalke Ozaveščeni TV. Kaj pa, če bi te jaz recimo srečala nekje na sprehodu, simpatična oseba in bi rekla, kaj pa tebi pomeni beseda ozaveščeni? Ozaveščen pomeni, da ne sedim v fotelju udobja, ampak da raziskujem, da v bistvu iščem odgovore, da se ne zadovoljim s tem, kar nam drugi servirajo, ampak da poiščem odgovore, ki so v skladu z mojo resnico. Moja resnica pa prihaja iz mojega srca. To je to. Še kakšen nasvet morda v teh časih, kaj bi bil tisti prvi korak, ki ga lahko ljudje naredijo, ki čutijo, da so spremembe, ki so verjeli v mogoče višje avtoritete, mogoče vlado, jim je bilo to na prvem mestu, prosim lepo. Ampak so videli, da so v času pandemije se ta sporočila tako spreminjala, da tudi tisti, ki so res, bom rekla, zelo vzorni državljani in državljanke, so vendarle se počutili prizadete, izdane, toliko afer, toliko stresa. Ampak ne vejo zdaj, kam se obrniti, kaj narediti.
Kaj je tisti prvi korak, ki ga ti svetuješ ljudem, ki zdaj želijo postati ozaveščeni, pa bi si želeli zgraditi svoje življenje na novih, bolj pristnih temeljih? Prvo, da ugasnejo dnevne novice, poročila, radio in tako naprej. Da si poiščejo, gotovo imajo družbo nekoga, ki je drugačen od njih, ki so ga do zdaj gledali in mu rekli, da je čuden. Ga vprašajo, kam hodi on na meditacije, kdo je njegov terapevt in od tukaj naprej se začne pot k sebi. Čudovito. Tako da Tatjana nam je še povedala, da to niso foteli udobja, vsekakor ne. Na teh foteljih bomo, upam, tudi z vami, gledalci in gledalke Ozaveščeni TV, iskali še naprej resnico, spoznavali zanimive ljudi, ki živijo tisto, v kar verjamejo, ki poslušajo svoje srce. To želimo tudi vsem vam in seveda nam. Hvala lepa in se vidimo prihodnjič na Ozaveščeni TV. Nasvidenje, hvala.